Dobar dan. Hvala za besedo. Kot ste verjetno seznanjeni, je vlada danes potrdila zakon o interventnih ukrepih za sanacijo poslovanja javnozdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, torej bolnišnic. Moram reči, da z zakonom nisem sicer v celoti zadovoljna, ker bi seveda zdravstvo potrebovalo več denarja. Naj pa povem, da sva tudi skupaj z ministrico uskladile in vlada sprejela dodaten sklep, s katerim bova do 15. novembra letošnjega leta pripravili tudi druge ukrepe, s katerimi bova zagotovile finančna sredstva za dvig cene storitev. Kajti veste, da se pač ta cena storitev že v letošnjem letu padla, torej na nivo cen leta 2014. Kljub temu pa seveda lahko z veseljem sporočim, da so prisluhnili celotna vlada zdravstvenemu resorju in bomo z enkratnim transferom iz državnega proračuna še do konca letošnjega leta zagotovili nekaj čez 136 milijonov evrov, kar predstavlja 80% presežkov odhodkov nad prihodki v bolnišnicah po stanju leta 2016. In pa dodatno prinaša ta predlog zakona tudi odpis terjatev države oziroma Ministrstva za zdravje za neplačane zneske združevanja amortizacije iz preteklih let, kar je bilo tudi priporočilo poročila Računskega sodišča. Tako da bomo zdaj, bom rekla, z to enkratno injekcijo razbremenili likvidnostni krč v bolnišnicah, da bodo lažje poslovale. Zakon interventni zajema seveda tudi še druge ukrepe, ki so potrebni za sanacijo bolnišnic. Uvaja sanacijski odbor, 7-članski kot posvetovalni organ ministra za zdravje, potem uvaja zahtevo za pripravo sanacijskega načrta skupaj z akcijskimi načrti. Prav tako bodo z dnem, ko bo vlada sprejela sklep, da se uvede sanacija, sedanje uprave postale sanacijske uprave in se jim bo seveda naložilo s tem tudi izvajanje sanacijskih ukrepov. To bi rekla ključne, mislim, da vsebinske stvari. Seveda pa so v zakonu opredeljeni tudi podrobni pogoji, da je potrebna vloga, da je potrebno mnenje revizije o realnem stanju tega presežka odhodkov na prihodki, da bo potrebna v naslednjem letu tudi revizija namenskosti, porabe sredstev in tako naprej. Hvala. Hvala, še ministrica za finance. Hvala lepa, lep pozdrav tudi z moje strani. Ta vlada že od vsega nastopa mandata posebno pozornost namenja zdravstvenemu resorju. Seveda je nakopičenih problemov veliko in vseh ni mogoče rešiti naenkrat, vendar pa smo v preteklih 2 letih in pol naredili pomembne korake tako na področju sistemske okrepitve financiranja zdravstvene blagajne in zdaj tudi z tem interventnim zakonom rešujemo pretežni del nakopičenih problemov v javnih zdravstvenih zavodih. Zagotovo ni to končni korak in končni rezultat, s katerim se ta vlada lahko pohvali, ampak bo treba do konca mandata nadaljevati v smeri, ki je že bila začrtana in ki jo vsako leto začrtujemo tudi z proračunskimi dokumenti. V zvezi z danes sprejetim zakonom
je vlada v okviru posebne točke dnevnega reda obravnavala tudi predlog sklepa za začasno zadržanje izvrševanja proračuna. Namreč sredstva za dodaten transfer v javne zdravstvene zavode je treba zagotoviti v okviru državnega proračuna in zato, da tehnično lahko zadevo izpeljamo, moramo postopati v skladu z 40. členom Zakona o javnih financah. Ta predvideva, da se sprejme sklep o začasnem zadržanju državnega proračuna, nato pa mora Ministrstvo za finance v sodelovanju z ostalimi proračunskimi uporabniki v 45 dneh poskrbeti ali da se z prerasporeditvami, omejitvami porabe ponovno uskladi oziroma izvede proračun v skladu z sprejetimi usmeritvami ali pa državnemu zboru predlaga rebalans proračuna. Te naloge se bomo lotili v naslednjih dneh. Glede na obseg sredstev, ki jih je treba dodatno zagotoviti za področje transfera v zdravstvene zavode, pa lahko že danes ocenim, da bo za ta segment potreben rebalans proračuna, vendar tudi ob pripravi rebalansa proračuna ne bomo spreminjali javnofinančnih globalnih ciljev, ki smo si jih zadali za letošnje leto. Z drugimi besedami, ta dodaten transfer sredstev v zdravstvene zavode ne bo ogrozil naše poti srednjeročnega uravnoteženja javnih financ in pričakujem, da bomo kljub temu transferu cilje na področju postopne javnofinančne konsolidacije, ki smo si jih zadali za letošnje leto, dosegli. Hvala. Vaše vprašanje za eno ali drugo ministrico. Dnevnik je prvi, dvigni v roko, izvolite. Nina Knavs, Dnevnik. Gospa Kolar Celarc, omenili ste, da ste sami želeli nekoliko širše ukrepe. Ste želeli večjo finančno injekcijo in kolikšno? In pa še omenili ste, da se boste pogovarjali o dodatnih ukrepih. Kakšne so možnosti v prihodnjih mesecih? Glejte, gre predvsem za sistemske ukrepe, ker vemo, da je potrebno uravnotežiti oziroma postaviti tako ceno zdravstvenih storitev, ki jo plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje izvajalcem zdravstvene dejavnosti, da bodo pokrili stroške. Torej dejansko ceno, kaj je tam vaše nezadovoljstvo oziroma delno nezadovoljstvo z obsegom ukrepov? Glejte, seveda bi si vsak minister za zdravje v taki situaciji, kot je sprejel ta zdravstveni sistem, želel, da bi se seveda čim prej saniralo finančno stanje tudi iz preteklosti. Žal, veste, da imamo nek global finančne okvire, da smo seveda zavezani fiskalnemu pravilu, paktu stabilnosti in jaz mislim, da je to nekako bila kompromisna meja oziroma zmožnosti glede proračuna v letošnjem letu, da se zagotovijo ta sredstva. Definitivno pa je, in to sva se s kolegico Matejo že dogovorila, da v bistvu zdaj intenzivirava in dokončno rečem, uskladiva tisti final polish, kot se reče, finančnega dela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ker je notar kar nekaj sistemskih ukrepov, ki bodo zagotavljala dolgoročno stabilno financiranje, predvsem tudi z diverzifikacijo teh finančnih virov. In koalicija je bila v tem delu tudi enotna, da je treba ta zakon čim prej sprejeti na vladi. Imamo še dve vprašanje, kanal Ana in potem delo. Tudi za ministrico za zdravje vprašanje, kako boste poskrbeli, da bodo sanacijske uprave dejansko izvajale ukrepe. Videli smo recimo v primeru UKC, da je bilo večkrat zavrnjen načrt vodstva, ne, strani sveta. Kako boste tukaj poskrbeli, da to bo? Imate kakšne mehanizme? Ja, v tem interventnem zakonu je predvideno, kot sem že dejala, sanacijski odbor kot moje posvetovalno telo, ki bo preverjalo in nadziralo, ali sanacijski ukrepi so pripravljeni v skladu z pravili, ki jih bomo pripravili, enako za akcijske načrte.
V zakonu je tudi navedeno, v katerih primerih bo ta sanacijski odbor predlagal razrešitev uprave in jaz bom potem seveda upravo tudi razrešila. Gre recimo za to, če se ne pripravi sanacijskega načrta ali če ta načrt, ne vem, bo večkrat zavrjen ali pa če se ne izvaja akcijskega načrta. To mislim, da je pomembna novost in mehanizem, da ko dajemo, bi rekla, ta dodatna finančna sredstva v sistem, da imamo hkrati tudi vzvode, da, bom rekla, zavežemo uprave, da bodo to tudi izvajale. Hvala, izvolite. Milena Zupanič, Delo. Zdaj, gospa ministrica, vi ste na eni tiskovni konferenci nedolgo nazaj rekli, da je izgube zdravstvenih zavodov v višini, da je bilo 580 milijonov nepokritih storitev, se pravi neplačanih storitev v javnih zavodih. Kakšne potem sanacijske ukrepe zdaj pričakujete, glede na to, da je edini razlog, da se pač oni delajo, pa zdravstvena blagajna ne plača? Glejte, to so vsi posegi, ki so jih javno-zdravstveni zavodi naredili od leta 2010 naprej. Kot veste, poznate vsi način financiranja zdravstvene blagajne, v bistvu financira programe, ne financira vse po dejansko opravljenih storitvah. In seveda, ker so bila omejena finančna sredstva, se pravi prilivi iz prispevkov v to blagajno in glede seveda na pravila uravnoteženega poslovanja te blagajne, vpliva tudi na deficit sektorja države, se je pač v preteklosti dalo programov in s tem plačil toliko, kolikor je bilo denarja. No, hkrati povem tudi, da mi že nekaj časa pripravljamo tudi analizo tako imenovanih SPP-jev oziroma skupine primerljivih primerov, kjer želimo ugotoviti, kakšna so odstopanja, kjer so nekje odstopanja navzgor, nekje pa tudi navzdol. Jaz sem samo hotela vprašati, kakšne sanacijske programe, to je bilo vprašanje. Kaj pričakujete v sanaciji od bolnišnic, da ne bodo sprejemale toliko bolnikov, kot so jih, ali da odpustijo zaposlene, ali kaj bi lahko sanirale to? Glejte, bolnišnice in zdravstvo ne more in ni in nikoli ne bo odklonila bolnika, ko potrka na njegova vrata. To je prvič. In mu bo nudilo ustrezno zdravstveno storitev oziroma pomoč. Ampak veste, je veliko takih stvari, ki bi vodstva lahko naredila. Govorim o organizaciji, govorim o ureditvi poslovnih procesov, o razporeditvi dela. Glejte, imamo recimo kar nekaj dobrih primerov. Bolnišnica Izola, ker sem jo že večkrat omenila za zgled, od leta 2014 ne posluje z izgubo oziroma s presežkom in odhodkem. In je uvedla praktično brezpapirno poslovanje. Ima dežurstvo in, bi rekla, centralno naročanje praktično 24 ur. Ljudi ni v čakalnici. Ko pridete tja na pregled ali na poseg, pridete lahko 5-10 minut, samo s svojo zdravstveno izkaznico jo date v vrstomat in dobite na ekranu, v kjer ambulanti, kjer hodnik in ste na vrsti, bi rekla, ne vem, 10-15 minutah. In ni več drenjanja in čakanja. CT, MR preiskave delajo od jutra do 9 zvečer. Praktično ni več čakalnih dob na magnetno resonanco, na urološke preglede. O tem govorim. In to je tisti del, ki bo tudi pomemben del sanacijskih ukrepov. Poleg tega seveda, da bomo pa naredili vse tudi sistemskega vidika, da zagotovimo primerno ceno storitev. Naslednje vprašanje večer. Aleš Kocen, večer. Gospa ministrica, morda malo bolj splošno vprašanje, kako bi utemeljili torej zdaj ta interventni ukrep za reševanje, sami ste rekli, za razbremenitev likvidnostnega krča v bolnišnicah, ob tem, da obstajajo še številne anomalije, nepravilnosti,
ki v zdravstvu niso naslovljene, javnost je pač najbolj seznanjena z visokimi ali pa previsokimi nabavnimi cenami nekaterih zdravstvenih materialov. Hvala. Glejte, o teh previsokih cenah bi lahko imeli kar veliko diskusijo, ampak bom ponovila samo par ključnih zadev. Od začetka mandata že izvajamo in sprovajamo skupna javna naročila. Tako smo končali skupna javna naročila praktično za celotno porabo zdravil v vseh bolnišnicah. Sami smo napravili skupno javno naročilo s tem, ko smo določili tehnične standarde nabave opreme v urgentnih centrih. Povedala sem, da je bil prihranek od 9 milijonov 3 milijone. O čem govorim? Govorim o tem, da Slovenija žal nima standardov in strokovno-medicinsko-tehničnih meril porabe materijala in medicinskih pripomočkov. To je en pogoj, če hočemo najbolj racionalno porabljati davkoplačevalski denar oziroma, če hočete, denar zavarovancev. To je en pogoj. Drug pogoj je pa na osnovi teh standardov skupnimi javnimi naročili razpisi doseči take cene in skleniti okvirne programe, na osnovi katerih se bomo vsako leto oziroma vsake pol leta lahko pogajali za dodatna znižanja. Tretji pogoj je pa transparentnost in objavljanje teh cen. S tem smo začeli, veste, da smo naredili februarja za približno 400 milijonov, čez 90 tisoč vseh artiklov, nabav, cen, s katerimi se zdaj lahko tako v javnih razpisih in je pogoj, preden greš v razpis, da preveriš najnižjo doseženo ceno kjerkoli v Sloveniji pri tej nabavi. Tako da so to, bi rekla, cel splet ukrepov, morate pa razumeti, da so tudi druge države, so recimo sam standarde pa merila postavljale od 5 do 10 let. In mi, preden gremo, recimo en tak primer so zdaj stenti, ker je posebna delovna skupina pripravila z medicinskega vidika aspekta tehnične standarde, da so poenoteni, da ni to v samostojni odločitvi posameznega zdravnika, ampak so za to določene medicinske indikacije in potem se gre v razpis in se prej preveri primerljive cene. Hvala, imamo še eno vprašanje, zadnje. Deja Vrtovec, STA. Gospa ministrica, ste lahko natančni malo bolj. Za kdaj pričakujete čistopis zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju? Kdaj ga nameravate poslati koalicijskim partnerjem, na vlado in v državni zbor? Hvala. Jaz verjamem, da bo z Matejo naredile, kar bi rekla, z drugimi je več ali manj usklajen, ker smo mi imeli zelo dolgotrajne uskladitve, da bo z Matejo naredile in zmogle še ta zadnji napor, da bi do konca tega meseca nekako tiste ključne zadeve rešile. Torej, mislim, da je kmalu za pričakovati. Še eno kratko vprašanje, res zadnje. Ja. Čisto kratko, glede na to, da smo prejšnji teden zelo veliko govorili o dodatnih ortopedskih operacijah, je vlada danes kaj o tem razpravljala, je sprejela tisto širitev v zvezi s splošnim dogovorom? Ne, ni razpravljala, ker sem jaz na prejšnji tiskovni konferenci povedala, se upravičujem, da še enkrat preverjamo v vseh bolnišnicah, ki opravljajo ortopedske operacije, ali imajo zdaj drugačno mnenje oziroma več razpoložljivih kapacitet, da sami to opravijo, glede na to, kar so nam predlagali januarja, februarja. Pa boste pravočasno obveščeni. Hvala lepa, obema ministricama. Hvala. Mi nadaljujemo z naslednjo temo.